K nocojšnjemu druženju so nas spodbudili člani pasje šole Razumeti psa. V prostorih knjižnice Brežice smo jih lahko v preteklih tednih in mesecih srečevali večeri, ko so k nam prihajali na spoznavanje prostora. Predstavili se nam bodo zvučno uro, strah, brez strahu pred psom. Otroci in malo starejši otroci bomo s pomočjo praktičnih prikazov in o prisotnosti izšolanih psov spoznali, kako pravilno rokovati ob srečanju s psom in kako je temu pravilno pristopiti. Teme, ki bomo pobliže spoznali, so obnašanje psa, čutila pri psu in njihove posebnosti, različni poklici psov, pravilna nega, prehrana, vzgoja in še kaj se bo našlo. Z nami so Alenka Sunčič-Jenko, vodja pasje šole Razumeti psa in moderatorka nocojšnjega dogodka, Nataša Lebenček s psičko Lili, Kaja Zupančič s psičko Orko ter Irena Zupančič s psičko Lili. Izvolite. Hvala, Andreja. Pozdravljeni, jaz sem Alenka in danes me je tale vloga doletela, da modeliram tale današnji dogodek. Zdaj me najprej v začetku zanima, ali je koga mogoče strah puškov. Če ga je, naj dvigne roko. Ok, dobro, v redu. Še koga? Dobro. Če kdo želi, bojo puški šli zdaj tule mimo vas. Če kdo želi, ga lahko pokoža, če ne. Izvoliš, Nataša. Šolala sem vse vodnike, vse pomočnike invalidnim osebam in delovala v Naložnem društvu Brežice vrsto let, imam pa osebno svojo privat pasjo šolo Razumeti psa. Torej, psi so del mojega življenja, doma imam nemškega kratkodlakega do ptičarja, titanijuma, kakšnega ogromnega puška, bi malo težko zdaj z vami tule komunicirala, če bi bil še on zraven, ker je še tako mladosten fant in potrebuje res oko ves čas prisotnega na njene. Tako da danes moje dame so pod mojim okriljem. V glavnem, vsaka se vam bo predstavila na kratko sebe in pa svojega puška. Izvoliš, Nataša. Živjo, lep pozdrav. Moje ime je Nataša in tole je moja psička Lili. Je pasna veliki švicarski manjšarski pes, kar pomeni, da prihaja iz Švica, ampak Lili se je skotila in se živi tukaj pri nas v Sloveniji. Je velika psička, kot vidite danes največja.
Je pa taka rodovedna, veliko voha, rada peha levo in desno, pa tako kot jaz, ko ste videli, rada malo zamuja, ampak potem poteče, pa vse polovi. Zelo rada je, hodi na sprehode, najraje pa z malo v kolesu teče. Je posebna psička, kar ima alergijo, tako da to pomeni, da ne sme jesti kar vsega, kar vidi, ne sme jesti tistih piškotov, tako pa mora imeti posebne pikete, to bi še nekaj zgodili. Danes smo tudi fabuji, tako da moramo malo paziti, kaj je. Bodo potem spoznali še malo bližje. Hvala, Nataša. Ok, Nataša in Lili, boste videli še eno psičko Lili imamo. Lepo pozdravljeni, jaz sem Irena in to je moja psička Lili, zlata prinašalka. Je rešen kuža. Doma imamo še eno psičko, labradorka. Ona je zelo plaha psička, ampak zelo rada ima pa otroke in se mi zdi, da je to prav lepo poslanstvo, da jo lahko predelamo otroke. Delamo v vrtcu in jo veliko vzamem sabo v službo. Zelo veliko stvari z njo počnemo z otroci. Zelo se bojim petard, pokanja, motijo veter in takrat pač res omogočimo, da ne peljamo v urbano okolje, ampak samo v naravo. Sem pa zelo hvaležna, da mi je naprot v življenju prišla Alenka, da mi vseh v teh strahovih lahko pomaga in me usmerja. Kaj rada dela? Rada spi, rada je, rada se kopa, zelo obožuje vodo. Jaz smo jo vzeli tudi sabo na morje, zelo je uživala, ampak je bilo pa polno srečna, ker je bila slana, ker treba slano vodo spraviti. Ja, taka ljubka psička je. Zdravo, lep pozdrav še iz moje strani. Torej, jaz sem Kaja, to pa je Orka. Orka je pasme bostonski terier. To, da je terijerček, pomeni, da je precej živahno, kaj bodo opazili, ker tako skozi pejka, ker zelo rada je. Rada je tako aktivna, da skozi tele zdaj gleda, kje so GBT, tisto, ki si jih ona lahko zaslužila. Ja, to je zelo tega, da danes zagotovo še precej slišati. Ona fejta, ona je rada akcijo. Drugače je pa taka nežna, v bistvu se zelo naveže na energijo človeka. Se mi zdi, da če je tako v bližini samih odraslih, je taka čisto zaspana, pride se carta zraven, najrajši se biti tudi otrom. Tako da je taka mala mazica, rečemo. Če bo je v bližini otrok, predvsej bo živahna, tako da boste videli vsega znam. Ja, me je dobila pa zato, me veliko krat vprašajo, da ima takšno nenavadno ime. Ja, Orka, imam zelo rada pač orke, ki bivajo v morju in ona me pač spominja na njih, ker je takšne barve. Pa to taka je, ta prav karakter. Hvala, dame, za to predstavitev. Evo ga. Zdaj pa gremo naprej. Namreč, mene pa zanima, ali recimo kdaj greste na sprehod in morda srečate koga, kot smo mi, ki imamo puške, in bi želeli puška mogoče pobožati. A se vam je to že kdaj zgodilo? Je, ni? Želite kdaj puške pobožati? Ja? Ja? Kaj pa je pametno, kaj pa naredite, ko puške pobožate? To tako zgleda? Nataša? A to tako zgleda? Ej! Fok! Ja bom kar tvojega prsa požnarala. A je to bilo zdaj v redu? Kaj pa mislite, kako bi to mogoče, če to ni v redu? Kaj bi bilo pa v redu? Bi kdo pokazal? Kakšen boljši način? Obstaja? Ali je v redu, da jaz poleg tega prsa tule tako pozdravljam? Bi kdo pokazal, kaj bi mogoče bilo boljše? Kaj pa, če bi jaz slučajno, ne, boš pokazal? No, dej, ajde ga, bravo, junak. Trika, bravo, se povej. Ne pa ti meni povej, kako bi bilo pravilneje? Da bi prvo pršil
do njega prišli, da se pobožil. Okej, okej, v redu. No, to je že bolj prijazno, ko sem jaz bila, ne? Okej, tako. In potem ga tako pobožil. Okej, superca. No, vsekakor je bilo lepše zgled, ko je bilo, ne? Jaz, da sem napadla tega bogega psa, ne? A mogoče bi kdo še kaj predlagal, da bi bilo prijetno pobožano puška? Mogoče? Kaj pa, če bi mogoče rekli tako, gospa, a lahko jaz pobožam vaše puška? Lahko. Lahko, ampak pridi tako počasi. Jaz že dolgo gnjavim tega puška, ker je pa Nataša. Veš kaj, Lenka, pridi bolj počasi, ne? Torej, najprej bi vprašala, če to je sploh okej, ne? Da jaz pobožam puška. In potem bi, tako kot si ti pokazal, ne? Prišla v pušku in bi ga, kaj mislite? Kaj je pa so bolj všeč? Ja? Okej, tako, da ga ne napadeš, tako kot sem ga jaz, ne? Tako po glavi, psi ne marajo, ko jih božate po glavi. To se morajo navaditi. Večina psov tega ne mara, vidite? Ne mara. Tudi, če bi vsi takole naredili, mora tudi kar takole glavo makne, ne? To je treba privaditi puške, ne? Torej, njim je boljše, raje malo, če jih tule od spodaj počoplamo, ne? Potem pa že, če si takole nežen, lahko tudi po glavi, ne? Ampak kot sem se jaz tega lotila, ne, na začetku pa ni za vse najbolj prijazno, ne. Okej, pa bi kdo zdaj mogoče pri Lili, tele druge Lili, pokazal zdaj pa način, ki je ustreznejši, ki je bolj, bi pokazala? Super, bravo, odlično, Terenca, izvolite. Lili številka 2. Cela navdušena. Tako, pa smo rekli tule take počohaš, ne? Tako, bi šli mora. Hvala, superca. Še kdo mogoče? Bi še kdo? Ja, pridi. A boš korpo? No? Kaj? Dvignimo rito. Lahko. Tako. Zdaj bi sprikete zraven. Aha, vedno se poznate. Vedete, jaz sem svojim, ne, ko smo se pripravljali dekleta, ne, na te igralne stvaritve, ko je potem potekala v knjižnici, ne, sem vedno rekla, kaj sem rekla, ja, kaj je priprav, sem rekla, imaš malo puška, ne, bo zdaj večina ljudi potem raje gre v male puške, ne vem, tako se počutijo pač bolj varno, ne, ljudje, ne. In pa vidim, da je neki drugačen pred, ko je tega vstopili, ne. Okej, torej smo si zapomnili. Res je fajn, da če imate željo pobožati kakšnega psa, ki ga srečate s človekom, res je fajn, da najprej vprašate, če je to okej, ne. Ker človek vam bo potem sam povedal, ali je njegov pes sploh okej, oziroma ni. Poglejte, ne, jaz imam velikega puška, ki ima zelo rad otroke, ker tam, ker sem ga jaz kupila, sem imel otroke in on ima zelo rad otroke. In dokler sem jaz njega sva hodila na sprehode, ko je bil še mečken, je rasel, sva hodila na sprehode po takšnem otroškem igrišču in potem s tistimi dolgimi ušesi in bolj takšen se tam je na snigi, vidite, da ga držim na roči, ko sedim, zdaj je že ogromno, ne. No in takšen in so potem vsi otroci bi njega božali, ampak on, ker je tak velik, je že takrat bil po višini otrok, ne. In jaz sem ga vzgajala, ne smeš skakati na otroke oziroma sploh na ljudi in sem vedno otroke prosila, ne, zdaj ga še ne božati, ker ne more, ne, ker bo skakal. Zdaj, ko je pa že on velik, ne, pa odrasel, pa ve, kar je v redu, pa kaj ne, zdaj pa ni problem, ne. Tako da je vedno lepo, ne, jaz sem vedno vesela, ko me otrok vpraša, če je to okej ali ni, ne. In tudi otroci so vedno razumeli, ne, ko so že rekli, aha, to je tista teta, ne, ker ne mara, da se puška boža, ker ga ona uči, da ne sme skakati, ne.
Tako da je lepo, ne, da se najprej vpraša. Okay? In potem, ko jih božamo, smo rekli, da jim je prijetneje, če jih obožamo takole, spodaj, ne, da takole po glavcah jim navadno ni najbolj prijetno. Ne? Ok, dobro. To je taka zelo pomembna lekcija o življenju, se vam to zdi? Zdaj pa me še nekaj zanima. Recimo, ali ste kdaj, tega je zdaj manj, ampak kljub vsemu bom vprašala, ali ste kdaj mogoče že kdaj naleteli na kakšnega kužka, ki se sprehaja po svetu brez svojega skrbnika? Je mogoče že kdaj kdo na kaj takšnega? A ja, ste? Aha. Se še dogaja? Aha. To svedo, na katerem planetu je živim, se potem vprašam časih. Ok, se dogaja. Torej, potem bo smotrno vprašati, kaj pa recimo narediš, če se na cesti ali pa v naravnem okolju slučajno srečaš s psom, ki nima človeka zraven sebe in celo se tako srečava in tisti drugi kuža takole, tako naredi. Torej zagrozi, pokaže zobe. Kaj pa je potem, kaj bi pa potem naredili? Jezenje in ne pašem, da se mu ti približuje. Bravo, jezenje, torej kaže, to ni okej, ne maram, da si tule. Kaj bi pa zdaj ti naredila? Oziroma, kaj bi naredili? Tako vas to zgleda, vam grozi? Ja? Bravo, na kak način pa bi se odmaknila? Aha, litarsko bi šla, takole bi šla. Bravo, zakaj pa ne bi obrnila te zadnje pa šla? Aha, bi bila večji nevarnosti, ne, če bi mu obrnila hrbet, bi bila v večji nevarnosti, kot če mu ne obrneš hrbet. Zelo pametno, tako je. Ja, torej, če nam pes grozi, je zadnja stvar na svetu, da mu obrnete hrbet. Zato, ker ste mu dali dodatno moč psu. Ne? Ampak še ena zelo pomembna stvar je, kaj pa z očkami? Ali vi gledate drugega psa, če vam grozi, ali ga boste takole v oči gledali? Bo? Ne. Bravo. Zakaj pa ne? Da bo še bolezen. Zato, ker? Zato, ker ga s tem izzivamo. Ja, če ti psa, recimo, če bi se dva človeka gledata, ne, tako, da se res gledata v oči, ne, tudi ni najbolj prijetno. Pri psih je pa dejansko, če se dva psa gledata v oči, tako, res gledata v oči, si grozita. Torej, tale fiksacija iz oči v oči med dvema psoma ni okej. Če je pa ta fiksacija med človekom pa psom, pa tudi ni okej. Torej, če ti pes grozi oziroma srečaš psa, ki ga ne poznaš, pa ne veš, kaj bi z njim, zadnje na svetu je, da ga gledaš v oči. Zadnje na svetu. Vedno pogledaš stran. Glej ga v čelo, nekam drugam ga poglej stran in potem ne obračaš hrbta in se premikaš stran od njega. Katera bo zdaj imela grozečega psa, da lahko to glavo pokažemo tako? Ne, to je ko se grozi? Ne? Kaj? Dajmo! Ajde! Ok, kdo bo pokazal? Bo kdo pokazal, kako bi to? Orka bo grozila. Kako bo grozila? Če kaj zalaja, sem to ne vem, če No, lahko tudi zalaja, če znala. No, zelo smo se prestrašili, ne? Moram pa reči, da smo se prestrašili. V redu? Gre se za grafski učinek, ne? Bo še bolj, bolj strašno. No, ok. In zdaj meni orka tule grozi, a ne da? Kaj je grozi mi? Zobe mi kaže, bojim se, ne?
in se takole odmikam stran od nje. Ne? In ko sem na določeni razdalji, tako, šele obrnem hrbet in odidem. V redu? Bi kdo to pokazal? Kako? Hoče kdo videti, kako orka grozi? Orka, ajde glas. No, a bo kdo pokazal? No, pridi, pa pokaži. Ajde, da jo slišimo. Tako ne gledava v oči, tako, bravo. In samo greva nazaj. Tako. In bravo. Odlično. Torej, zdaj vem, da ste varni. Ne? Torej, psov ne gledamo direktno v oči, če jih ne poznamo, jih ne gledamo direktno v oči, ne obračamo jim hrbta in ne tečemo pred psom. Ok? Ne tečemo. Zato, ker pes je vedno hitrejši od nas, ne? Ker ima 4 talce, mi imamo 2 nogi, ne? Vedno bo hitrejši in tole je tako fajn, ne? Za ugrizati. Torej, vse lepo spoštovanje odmaknemo. Zdaj pa samo še malo takšnih šolskih zadev, ne, potem bomo bolj. In namreč zanima me, to pa sigurno, to pa vem, da srečujemo, to vsi mi srečujemo. Ko ste kdaj na sprehodu, se to posrečate psa iza ograje, ne, da? Greste pa je pes v ograji. In kaj takrat ponavadi psi delajo, ko so v ograji noter? Lajajo, kar precej lajajo. Kaj pa oni sporočajo s tem lajanjem, pes, ki je iza ograje? Kaj sporoča z lajanjem? Ja, kar povejte. Bravo, varujem, to je moje. Ne? Torej, ko laja, pes nam sporoča, pojdi stran, oziroma jaz svojim tečajnikom reče, veš, kaj dela tvoj pes? Kličete, pripomagati, ne? Da bomo mi dva skupaj to spodila stran. Ne? Torej, vsi, ko lajajo, kličejo še nekoga, ne? Da jim pride pomagati, da bojo sovražnika pregnali stran. Ne? Tako pač razmišlja. Ne? Okay. In ko vi srečate tega kužka, ne, ki laja v ograji, a se boste ustavili tako pred ograjo, boste rekli, kuža, vse v redu, ok je, nič ti nočem, ali boste mogoče kar šli v stran, ali boste celo vzeli kakšno palico, ne, pa boste takole, lej, ne, potegnili po ograji ali karkoli drugega naredili. Torej, 3 načini so. Nič ne gledaš, dražiš psa, ki je v ograji, oziroma greš pač, mu rečeš neke lepe besede. Katera varianta je najboljša? Ja. Tretja, da mu rečeš lepe besede? Prva. Torej, da nič ne narediš, da greš mimo. Ok, se strinjam. Ok? Torej, najboljše je, da nič ne naredimo, pa gremo mimo. Ker veste, včasih se kakšne, ne sam otrok, daleč od tega, da otrok samo, ne? Tudi včasih se odrasli ljudje, ne? Da ne bomo mislili, da samo otroci, ne? Se spomne, da če kuža laja v ograji, ne? Da je mogoče pa dobro ga naučiti, da to ni v redu, pa naredijo kakšno ne ravno prijazno reč, ne, takemu kužku, ki laja, ne. Recimo, ne vem, udarijo po ograji, kričijo, ne vem, marsikaj lahko ljudje naredimo, ne. In potem je zanimiva situacija, ne hecam se, to je čista resnica, ne, da če se ta kuža in ta človek, ki ni bil prijazen do kužka, ki je bil v ograji, torej, ne, srečata izven, ne, na sprehodu, ali mislite, da si je kuža tega človeka zapomnil? Pa kako si ga je zapomnil? Da je pa še ena resna reč, pa tudi življenjska se je zgodila. Kaj pa recimo, da je eden otrok, ki je bil star, ne vem, govorim na pamet, 7 let in je tam pri enem bloku živel en kuža,
in ko je ta otrok hodil iz šole, je vedno dražil tega kužka. Potem pa ta otrok nima več 7 let, ampak ima 15 let, ta kuža je pa še zmeraj živ in se po tolikem času srečata. Torej, vmes je minilo 7-8 let. Ali kuža še zmeraj pozna tega? Bravo, še zmeraj pozna tega otroka. Po čem si pa psi zapomnijo ljudi? Po tem, kako izgledamo, ali po tem, kako dišimo? Po vonju, tako. In naš vonj ostaja vse naše življenje nespremenjen. Ne glede, kak parfum uporabljaš, ne glede, kakve meščavce dajemo na perilo. Tistih procenti vonja, 30% vonja, če sem natančnejša, je ne glede, kaj se dogaja, vedno enak. Ne glede tablete, to, ono, ni važno. In to si pes za vse življenje zapomni. Ok? Zato, ker kakšen spomin ima naš pes? Vizualni, torej da vidi, ali vojnski spomin. Vojnski spomin. Naš pes si zapomne vonje za vse življenje. In naši psi, poglejte, s katerim delom telesa bohajo kužki? Kjer bo prišel pokazati? Pri Lili. Kjer del? Bo kdo prišel pokazati? Tale del, vidite? Ta del boha. To je nos. Pa tale Lili, vidiš? Ta del boha. Glej, ko je vlažen nos. Vlažen je, pa pri orki, tale del voha in vsi so vlažni. To čutilo, naši psi imajo čutilo, vi imate tudi noske, imamo tudi noske. In to čutilo je pri psu najmočnejše čutilo. Ne očke, ne oči, ne ušesa, ne sluh, ne okus, ne dotik, nos. Psi imajo neverjetne nosove. Niso še izumili naprave, ki bi lahko nadomestila pasji nos. Veste, kaj so potresi, ne? Tudi pri nas, naš Brežice, okolica, nas včasih zna malo takole potres, ne? In ni še naprave, ki bi našla zasute ljudi v ruševinah, kot jih najdejo lahko reševalni psi. Niso jo še odkrili. Torej, pasji nos je res takšno čutilo, ki je trenutno še nenadomestljivo. Res ima neverjetne razsežnosti. Ste že bili kdaj v Čateških? Poznate tisti olimpijski bazen? Veste, koliko vode je noter? Veliko, ko je polno, tisti veliki. Če daš samo, veste, kaj je eterično olje, veste tisto, ko imamo v hišah, da dišijo stvari. Če daš samo eno kapljico eteričnega olja v takšen bazen, jo pes izsledi. Takšne sposobnosti so pasjega nosu. Ok? Torej, pes si vse zapomne preko nosu. Torej, dajmo, katera čutila imajo vsi še enkrat. Povejte, najmočnejši je nos. Kaj mislite, kjer je drugi po vrsti, ki je tako? Oči misliš? Sluh. Ti. Sluh. Ja, sluh bo drugi. Sluh je zelo, psi slišijo močneje visoke tone, ki jih mi ne slišimo, ali nizke tone. Ste že slišali za take piščalke, ki se ne slišijo, pa jih psi slišijo? Torej, zelo visoke tone psi slišijo. Torej, sluh je drugo močno čutilo pri psu, zato jih moti, kaj je rekla Irena, da moti njeno psičko Lili?
Petarde, ne? Pirotehnika jih moti, zato ker jih boli. Dobesedno boli, ne? To je tako žalostno? Ja, se vam smili, ne? Ja, se bo dobila jesti. Joka zato, ker bi jedla. Ja, bomo jo nahranili, ne? Kaj bomo jo nahranili? Kaj mislite, kjer koža boljše sliši? Tale s takšnimi pokončnimi ušeski, vidite, ko ima orka, ali te dve, ko imata take dol ušesa, pa še kosmate nalili? Dol, orka. Kjer boš? Bravo. Orka boljše sliši kot Lili in Lili. Ker ima pokončna ušesa in boljše sliši. V redu. Ali bi mogoče znal to povedati? Zdaj smo povedali malo pravil, pa malo smo povedali o čutilih kušnja. Zdaj pa s temi čutili sem že povedala en pasji poklic. Kjer pasji poklic sem omenila? Reševalni psi. Ja, reševalni psi. Reševalni psi lahko iščejo kje vse, mogoče veste? Ja? V ruševinah, kot smo rekli, to je potres. V naravi, če se to zgubi. Tega je največ v Sloveniji. Največ iščemo v naravi. Pogrešene ljudi. Ljudje grejo gobe nadirati, pa ne pridejo več, ker zgubijo orientacijo, recimo. To pogosto se zgodi, da iščemo. Poznate še mogoče kakšen pasji poklic? Tudi. To so tudi reševalni psi. Reševanje iz vode je ena izmed disciplin. Ja, pri reševalnih psih tudi iščejo, so na čovnu, takrat so psi na čovnu, jih vozijo, vohajo iz čovna in ko zaznajo utopljenca, začnejo z mimiko, lajanjem kazati, da, recimo reševalni psi, ki iščejo v gozdovih, oni grejo, iščejo, tako cik-cak, iščejo, jih pošiljaš in ko najde človeka, kaj začnejo? Lajati, da povejo, našel sem. Potem imate reševalne pse, ki so na vrvicah, povohajo predmet človeka in iščejo samo tega enega človeka, trailerji, rečemo temu, in iščejo tega človeka in so na vrvice. Torej, v reševanju je kar precej lahko pod plazovi. Zdaj je bilo mislim, da ta teden, v začetku tega tedna, je plaz zasul, 2 človeka, eden je pač žal umrl, drugega so rešili, so tudi prišli psi in so jih našli. Kaj mislite, kje težje pa zvoha? Pod snegom, kadar je kaj skrito pod snegom, kadar je skrito pod ruševino, torej pod gradbenim materialom ali v vodi? Kaj mu je najtežje? Ja? Pod snegom, zato ker je mrzlo. Mraz niti ni še toliko, je pa sneg, Najtežje vohajo pod snegom. Recimo, zdaj, ko je bil sneg, pa moji psi iščejo radi igrače in kak se zasuje sneg na igračo in če to moker sneg je, ko bi bil zid. Res pes mora biti zelo natančen, da bo našel nekaj pod snegom. Pod snegom je zelo težko, ker ruševina ima vedno malo izvora vonja, medtem ko tole nima. Torej, reševalne vse smo spoznali. Katere poklice imajo še kaj v puški? Pes vodnik. Ja, ok. Kaj pa delajo vsi vodniki? Koga vodijo? Slepe ljudi. Ja, slepe ljudi vodijo vsi vodniki, posebni opremi, tako je. Ok. Kaj še? Še kakšni poklici? Policijski poiščejo kakšne prepovedane substance. Absolutno, detekcija, te so dobri. Policisti imajo tudi več, imajo detekcijo, potem imajo splošno uporabo na tekmah, koncertih, so psi, potem imajo za sledenje, ne comment trailerji, ampak
samo po naravnem okolju, torej policijski psi nasplošno, ja? Še kakšne poklice? Kaj pa te dekleta? To, kar bojo one, ko bojo otroci prihajali ali goste prihajali in jim boste brali z njimi kakšne pravljice in... A je to tudi ene vrste poklic? Tudi, ne? To so pa vsi, ki pač upravljajo takšne aktivnosti, torej obiskujejo otroke v vrtcih, v šolah, takole pridejo v domovih za ostarele in podobne zadeve. To je tudi poklic, to so pa terapevtski psi, ne, jih imenujemo, ne, terapevtski psi. Še kakšen poklic smo pade na misel? Lovski. Seveda. Pa kako? Lovski psi, tere so ta pravi, ne? Tako, te pomagajo lovcem, ne? Pač divjati, pokazati, ali izslediti, ne? Ali dvigati, ali prinesti, ne? Ok. Še kakšen poklic? Imam še kaj pade na misel? Mogoče neki vrste stanke. Kakšen? Tudi? Absolutno. Absolutno. Nekateri ne morejo brez njih. To je res. Še kaj? To smo že kar nekaj našteli, ne? Poklicov. Torej, vsi imajo svoje službe. Ja? Bravo, pastirski pes. Ja, točno. Na tebi pa skoj pa pozabili, ne? Tako. Kako bi našalca prikola v Švici? Ja, to so začetniki reševalnih psov, a veš? Ja. Tam se začne reševanje. Ja, sem se začela reševanje. Tako. Mene se zanima, če je res, da lahko psi zavohajo raka. Ja. Ja. Psi lahko zavohajo raka. Je dokazano, znanstveno dokazano, da zavohajo rakaste celice. Torej, imamo tudi vse, temu rečemo, nimamo slovenskega izraza za te poklice pasje. Imamo samo angleški izraz, to so service dogs. Te psi so pa vsi psi, sem sodijo pa vsi psi, ki pomagajo recimo diabetikom. Torej, zavohajo padec krvnega sladkorja in opozorijo epileptikom, torej ljudem, ki imajo epileptične napade, potem ljudem, ki so občutljivi na gluten, recimo na kakšne druge alergene, dajo signal, recimo, ker v kakšni hrani ni na etiketi napisano, ne, pa to vse zavoha, ne. Potem imate, recimo, čustveno podporo tudi nudijo, vsi, je tudi to poklic za vse, ne. Tako da avtistom veliko pomagajo kuški, ne. Tako da imajo tule v service dogs, imajo v tujini zelo širok nabor kuškov, ne. Ok? Jep, lahko zavohajo. Še kakšno vprašanje? Dobro, hvala. Noč. Dajmo zdaj še malo se sprehoditi po naših kožih, pogleda smo njihova čutila. Zdaj bomo pa še povedali, kaj vse naši psi potrebujejo za lepo, udobno življenje. Glejte, kaj imate tu vsega? Lahko se pomagate, pa če reče, ja, glejte in povejte, kaj vse naši psi potrebujejo. Kdo bo prvi? Povej. Voda. Voda, bravo. Kaj je tera želja? Mislim, pes, ne vem. A bi kdo prinesel vodo? Kuškom, bomo videli, če kjer žejna, psička, boš prinesla? Imate kastrolo? Poglej, Irena ima tako fancy šmensi, kaj veš, kam iti natočiti? Boš šla sama, grem s tabo? Lej, boš imela asistenco. Evo ga, tako, super, boš prinesla vodo. Torej, potrebujejo vodo. Še kaj potrebujejo? Za jest. Za jest?
videla? Ja, to pa nas moč naučiti, Rena, to pa mi ne znamo navadni smrtniki, veš? Mi imamo navadne posode doma. Da vidimo, če bo Lili pila. Bo, evo. Še en kos. Bravo, hvala ti. Zelo si nam pomagala. Ni tu pes ni trpel želje. Ja. Evo. Lili se te bo zapomnila za vse življenje. Ker je šla tam mimo tebe, je kristalno jasno, veš, z nosom oni to vse imajo. Vse v prostor. Ja, pila je, ne? Ja. A bi kdo dal jesti tele dekletu? Liliki? Bomo? Ja. Ja, kar pridite. Vam bo Nataša pokazala, kako se to dela, ker Lenka ne zna. Evo, brikete, vidite, kje vse je? Že pobohala je. Evo. Pridi, Lili. Hej. Ja, tako da pristati. Ne. Vidiš, mora počakati. Tako, mora počakati in... Zdaj pa lahko rečeš lahko. Evo, už me po mene gleda, mene je kar bolj na glas reči. Lahko. Tako, bravo, Lili. Tako, super, hvala. Lili, ti pa hvaležna. Zelo. Ima kdo še voljo iti natočiti vodo v to kastrolo? Ali imaš ti dosti lakše vodje? Vete, kad tle je kar toplo noter, pa so puški časi ženi, kadar so kakšne drugačne situacije tisti, ki so jih majeni. Da vidimo, če bo Lili pila. Zelo ženi puški. Vidite? Zelo ženi. Jo, reč, ti si postala kar strane. Tako. Je dobila že posod tako. Aha, okej, dobro. Torej, povedali smo, rabijo vodo, rabijo hrano, še kaj rabijo? Igro. Bravo. Moj poznali mogo brez igre, mogo kar umrlo brez igre. Ampak tele dekleta, da veš, niso najbolj navdušena. So mi povedali, da niso najbolj navdušena nad igro, ne? Tako da, ja, ampak rabijo pa jo. Se strinjam, zelo podpišem to. Ok, dobro, Lili je vse sprazna, bila je žena. V redu, igro, gledajte, igrače imamo. Gledajte, kakve različne igrače, ne? Vidite. Ok, kaj še rabimo? Kopanje. Kopanje, bravo. Kaj pa uporabljamo za kopanje? Šampon. Ja. Evo, šampon. Bravo. Tako, še. Kaj pa je tole? Bravo, to je slišal. Zobna pasta za pse. Krtačimo zobe, razumete? Ja, za lep nasmeh. Ok. Dajte, kaj ima še Lili? Kdo ve, kaj je to? Olje. Parfum. Parfum za pse. Ja. Ja. Parfum za pse. Jaz sem bila zato, vprašalce sem vedno jih parfumirala. Ker pač imam rada, da to vse lepo diši. Mislim, imajo specifičen vojnik, potem, ko imaš veliko količino psov doma, ne? Potem včasih kakega prinašalca tako malo potegneš na vsake toliko, ne? Labradorci nimajo tako specifičnega vonja. Parfum za pse. Ja. Glejte. Za noge, za tačke. Zdaj, ko je vse slano, ko je vse posoljeno po tleh, mi imamo, ne, čevlje. Vete, kak je psom zdaj, ko je vse tako slano, moji kar tako dvigujejo tačke, pa jim bolijo tačke, ko je tista sol. Pa recimo poleti, ko je vroč beton, si zamislite, hoditi, mi včasih ne moramo bosi hoditi, ne? Mislimo pa, da puški pa kar bosi hoditi po tem betonu, ne morejo, boli. No, mislim, vse grejo, vse potrpijo, ne? Ampak ni pa prijetno, ne? Torej, za tačke, nega tačk. O, to pa vsi ne marajo.
Kaj pa vi otroci imate radi te stvari? Da ušesa je, ja. Ja, da daš noter pa očistiš ušesa. To ne marajo najbolj, da bom probala. Ker ne marajo. Ne marajo to najbolj, ne. Posem kaj daje ušesa. Še kakšna zadeva vam pade na misel? Kaj bi vsi potrebovali? Kaj? Krtača, obvezno, ja. Glejte, cel izbor imajo ženske. Glejte, cel frizerski salon lahko naredimo. A bi kdo počesal tole psič? Pridite. Glejte, so počte, češte. Ženske vam bojo hvaležne. Te so češte. Evo ga, počešte. Tako, še tule, mlado gospodično. Ali sam pa božično. Ok. Včeraj se je tuširala, veš? Včeraj se je tuširala gospodična. Tako, bravo. Čestilka nas ne bo najbolj beseda. Dobro. Ok, to je tako, če imaš psa, ne? Kaj je najboljša, kaj je moja osebna največja zaveznica bila, ko sem imela 3-4 labradorce? Rumba, to je bila največja zaveznica, ne? Tako sem šla na sprehod in ona upravljala nekaj doma, ne? Da bi ste tlake, česala, mislim, sesala, ne? Ok. V redu, ampak še nekaj skozi pozabljamo, eno zelo pomembno opremo. Obleko. Aha, dobro, obleka je tu. Kaj pa še? Tako, povodci. Brez tega ni nič, ne? Pa? Obratnice? Pa oprsnice. Zakaj porabimo te stvari? Zaradi tega, da lažje psa zadrži. A gre kdo na sprehod pelati, Lili? Pej? Ajde, Nataša. A gre kdo to Lili pelati na sprehod? Pridite. A gre kdo orgo pelati na sprehod? Pejte. Pejte. Ne, ko se sam prižali. Naj dobro in noge pretegnejo, ne? Tako? Tako, ti si s njimi. Pa ne prenači. Tako. A ti je zelo prekoso? Gremo še nazaj. Tako. A veš reče? No, čakaj, da vam pokažem še dodatno povodec. Daj dodatno povodec. Tako. Kjer si tudi peljala? Lej. Tako, ti imaš na tega. Tako, ti imaš tega. Tako. Tako. Tako, bravo. A je bil dobro sprehod? A boste še pomoč podali zdaj tega? Kdo bi še? Zdaj pa pokliči pa reči, kaj gremo. Tili pridi. Zelo dobro vam gre. Če bom rada sprehajalca psov, vem, komu si rad. Dobar čas. Jaz se pa to našetam, ne? Vidim, kdo je. Bravo. Bravo. Tako lepo. Super čas. Odlično. Tako. Zdaj smo to večino opreme nekako povedala, ne da? Hvala, ko ste vse sprehodi. Super ste. Tako, odlično. Hvala. Evo. Tako. Zdaj pa, da ne bomo predolgi, ne? Še za zaključek. Bi vas vprašala, ali vse treba kaj učiti, ali se skotijo, pa vse znajo. Znajo že, sem za svojo korist, ne bi rekla. Oni vse znajo, sem komu koristi to znanje, pa druga zadeva, ne? Torej, ja, učimo jih. Tako, ko se mi ljudje moramo učiti, ne? Tako se tudi kužki morajo učiti, ne?
Kako pa mislite, da se učijo puški? Tako, da jih pohvalimo, da jih pokažemo, da jih pohvalimo, ali tako, da pač smo bolj pobudni, kaj mislite, kjer način je boljši? A se vi tudi verjetno se boljše otroci počutite, če vas hvalijo, se lažje učite, kot če vas grajajo. Verjetno je tako, to naj bi bilo reči psihologi. Ok, zdaj pa moje dame so rekle, a res moramo to poslušati? Ja, malo bomo pa ne pokazali, kaj so se naučile te dame, mislim pasje dame, in njihove sredice. Se znajo, ležijo. Ampak vete, ležanje za nekatere vse najtežje opravilo. Mislim, da vidimo tukaj za katerega. Ja, recimo moji psički, tisti žogodan, je bilo to ležanje je bilo tako. A res moram to početi? Ker je bila zelo dinamična, tako. Zdaj temu psu je pa dejmi, da leži. Je pa to popolna razlika. No, zdaj nam bo Nataša stopila na oder, ker ste rekli, zakaj pa ne bi bila pes na odru, stopila na oder. Kaj nam boš pokazala, Nataša? Kjero povedje? Kjero bi radi videli, povejte? Kjero povedje? Da da tačko? Da tačko, bo da. No, povej. Ili sedi? Sedi. Je tačka. Teče druga. Bravo. Da, tačko, si zadovoljna. Bi dala še ne? Greš provat? Dej. Saša, izvoliš. Dam ti en škotek, da bo mogoče bolj poslušala. Tako pa položim. Zelo. Super. Super. Kdo bi želel še kaj videti? Tačko zna ta pes. Znaš še kaj? Glas. Nataša, tvoja dala glas? Je zabohala en priketa, kaj je ostal na tle. Te kakaj varčo posimo, da je nekaj posadi, Ok. Da slišimo glas. Lili, daj glas. Daj glas. Še, daj glas. Ma kar dober glas. Dobro glas. Je oddalec sliši. Dobro glas. Ok. Še kaj bi slišali? Ali pa videli? Prostor. Bravo. To vam je srada. Disciplina. Prostor. Lili. Ok. Zdaj pa. A se sme ona zdaj vstati, če jo jaz pokličem? Ne sme se pa vstati, ne? A probamo? Ne bo Nataša grobo. Pa dejte, da ne bom jaz, dejte nekdo drug jo poklicati. Pridi malo bližje. Pa tako ti bom jaz pokazala, kak se draži vse, ne? Vedno jaz, ne? Tako, jaz to ne vem. Bravo, dobro reži, ne? Dobro. Ok, lahko ji reče, da se stane. Ker pa če tu bomo še malo podražili. Ok, kaj bi še radi videli? Bi še radi kaj videli? Ko ste skromni. Vem. Kaj? Se zna zavrteti? Poskusti. Ja, se zna, poglej. Tako, še v drugo smer. Zna. Bravo. Ok. Kaj pa sedeti zna, mislite? Ja. Aha, ok, da jo sedeti. Sedi. Pa jo zdaj podraži. 5 minut nje. Nataša, kaj stran? Počakaj. 5 minut nje. Okrog nje, tako. Bravo. Kar dobro gre, ne? Mislim, ko so. Super, bravo, dobro ti to dražiš. Bravo. Bi to še nekaj videl, brat? Ne, ne bote mučil psa. Vse so malo drugačni, ko jaz znam. Ok.
Bi pokazali? Še ne videli, še drugi. Evo, tole, naša Kaja zna pa trikce. Ste že slišali za trikce? S pomočjo bo mogoče šlo. Ajde, vidijo, da gre. Evo. Orka, sedi, prosi. Je prosla? Ok, dobro. Ona ima take bolj živahne, no? No, kar pokaže nam. Živahne. Super, Kaja. Kaj še znamo? Sedi. Petko. Kaj bomo šle? Še slalom? Bravo. Bravo, super. Odlično. Bravo. Tako, ste zadovoljni? Ja, ok. Noč, počasi bom zaključila, da ne bom predolga. Če je pa še kako vprašanje, zdaj še vprašajte. Če ne pa upam, da se še vidimo pri branju, ja? Kako je brez kriketkov? Tudi. Ampak tu sem jim rekla, da se kaj tako nervozno se ne, kar uporabite rakete, ne zdaj slučajno. Časa možno traja, da se počijo? Koliko časa traja? Odvisno. To se tako je, to je piece of cake. Ne? Tisto je malo težje, da pa steži, pa mečeš stvari, pa ga vabiš, pa ga vlečeš, pa mora. To pa so malo višje stvari, ne? Tako, ja? Prosim? So mi povedali, to sem jih že jaz, gnjavila, ne, ker jaz imam rada, da vsi nosijo stvari, pa pobirajo, rečem jaz, ker ne, tole je dragoceno, to so me opozorile, ne marajo nositi naši psi. Torej, ne nosijo vsi, ne? Ja, ne nosijo. Lahko si pa za osebni vsi vzamejo dekleta, pa naučijo tega. Koliko so pa stari ti puški? Nismo povedali. 4. 2 leti. Lili bo pa čez 2 meseca 2 leti. Evo, super. Še kakšno vprašanje? Tako. Jaz se vam res zahvaljujem. Super je bilo. Upam, da se še kaj vidimo. Zahvaljujem se vsem nocojšnjim gostjam za poučno predstavitev. Na zabaven način smo izvedeli novo o človekovem najboljšem prijatelju. Za nocojšnjo prireditvijo smo počeli naše letošnje sodelovanje s člani pasje šole. V sodelovanju bomo namreč izvajali dejavnost Bere pušku, to je posebna metoda, ki je otrok bere psu ter posledično izboljša branje in komunikacijske sposobnosti. Puškom bodo otroci od 2. do 5. razreda osnovne šole lahko brali ob določenih dnevih popoldan, obkroženi z barvnimi hišicami in pisanimi vrečami na mladinskem oddelku knjižnice Brežice. Branje bo potekalo individualno, prednost bodo imeli otroci z branjimi težavami. Posamezna naveza, otrok, pes in vodnik bo imela na voljo do 30 minut. Nemoteno izvedbo so oziroma bodo potrebne predhodne prijave. Dodatne informacije pa boste dobili pri knjižničarjih na mladinskem oddelku. Prišli smo do zaključka našega popoldanskega druženja. Še enkrat iskrena hvala prav vsem, tako izvajalkam, psičkam, kot tudi vam, dragi obiskovalci, ki ste in še boste sooblikovali poglavje naše zgodbe po 4 nočnih prijateljih.